Živjo, sem Jana Prestošek in ponovno smo skupaj. Nadaljujem temo o spoznavanju. Spoznavanje je proces, preko katerega ne moremo. Zaljubljenost in ljubezen sta čustvi. Zaljubljenost se v času spoznavanja lahko spremeni v ljubezen. In čas spoznavanja poteka v več fazah. Prva faza je, ko človeka spoznamo, ko nekoga spoznamo, in ugotovimo, da med nama poteka neka privlačnost, da je neka kemija, da nas ta človek zanima, oziroma da ful dobro zgleda in rečemo, kakšen hud tip. In moški reče, kakšna dobra mačka. Ampak potem se lahko zgodi, da v naslednjih dnevih ni klica, ni ponovnega povabila, da se sporečeta v prvih sporočilih, ki si jih izmenjata, ali da se ob ponovnem srečanju razočarano vrneta vsak v svoj dom, ker med njima ni bilo več tiste prave kemije, ni bilo več privlačnosti. Videli, zagledali ste ga v drugačni luči, ali pa je on zagledal vas v drugačni luči. Že takrat lahko nastopijo prva razočaranja in to ni čisto v redu, zato ker človeka v prvih urah, v prvih dneh niti približno ne poznamo. Takrat je zaljubljenost, takrat je čustvo, takrat je privlačnost. To, kar je v naš ideal našega človeka in to sliko mi preslikamo na drugo osebo. In druga oseba niti približno ni takšna, kot je v naši glavi in takrat nastopi razočaranje. Če pa ta oseba približno ustreza tej naši sliki, pa se potem proces poznavanja nadaljuje. Ne biti razočarani, če ste razočarani v prvih dneh, v prvih urah, je to zaradi tega, ker ste naveličani biti sami. Ker ste naveličani vedno novega začetka, ki to niti še ni. Ker si neskončno želite nekoga ob sebi in ne razumete, zakaj ta nekdo ne pride. In če se to zgodi, se usmerite vase, ker je vaša čustvena posoda popolnoma prazna oziroma skoraj popolnoma prazna. Ni vsak moški dovolj dober in primeren za vas, točno tako kot ni vsaka ženska dovolj dobra in primerna za vas. Čas, ki poteka med tem, da nekoga spoznamo in z nekom zaživimo, je nekje 2 leti. In v teh 2 letih gremo preko številnih korakov in stopnic. Če sta prebrodila prvi teden, prve dni, potem sta se v naslednjih dneh verjetno srečala. In takrat se vidi, takrat pride do prvih pogovorov, načina razmišljanja, kako razmišljata, kakšen je vajin pogled na svet. In če se tukaj ujameta, se potem srečujeta naslednje tedne. Nekje v prvem mesecu pride do prvega nesporazuma. V prvem mesecu pride do tega, da tisto navdušenje čisto malo mine in pride malo realnost na plan. In takrat ugotovimo, da ne misliva oba enako. Kako bosta rešila ta nesporazum, je pokazatelj za naprej. Kako bojo potekale reševanje vajinih nesporazumov, Partnerji različno rešujejo težave. Rešujejo jih tako, da ostaneta vsak na svojem bregu ali da težave par zbližajo. Tudi način reševanja težav je odvisen od tega, kakšna so naša prepričanja in kako smo mi navajeni od primarne družine. Nekateri težave rešujejo glasno s prepirom, drugi težave rešujejo tako, da se umaknejo
potolažijo sebe in pridejo nazaj in takrat spregovorijo. Ženske smo bolj usmerjene navzven, moški so bolj usmerjeni navznoter v reševanju težav. Zato imamo ženske veliko prijateljic, da lahko govorimo. In ko mi govorimo, takrat nam je lažje. Moški pa rabi svoj čas, pravimo, da se zavleče v votlino, kjer premisli in potem je sposoben pogovora. Če ženska in moški približno razumeta dinamiko drug drugega, imate zelo veliko možnosti, da se o tem pogovorita. Da moški poskuša ostati izven votline in da ženska poskuša čisto malo bolj počasi in manj agresivno govoriti. To je lahko delno tudi stereotip, zato ker so tudi moški, ki so v problemih, reševanju problema zelo glasni in zelo nasilni in ženske, ki preprosto zaradi te nasilnosti, te blazne čustvene energije otrpnejo in utihnejo. Čas poznavanja pokaže, kako bosta bodoča partnerja reševala probleme. In če imate vi na eni strani človeka, ki je zelo glasen in vas vedno znova 3-krat zapored utiša, vi ostanete brez besed, takrat par ni za skupaj. Pojdite narazen, ker ta človek je preveč agresiven za vas. Ne boste se mogli izraziti, ne boste mogli povedati svojih želja, ne boste si niti upali pomisliti, da bi spregovorili o nečem, kar bi vi radi. Lahko se boste z leti tako močno zdresirali in tako močno nabildali v glavi s tako močno samozavestjo, da boste tudi vi začeli tako agresivno nazaj sporočati. Se pravi, boste začeli tudi vi kričati. Vendar to ni rešitev. V prepiru gre za to, da nekoga premagate. Prepir je bitka. In ne glede na to, da to bitko lahko dobite, vojno vedno izgubimo. Zato, ker v vsakem prepiru nastopijo rane, ki se nalagajo. In vsak prepir partnerja razdvoji in ne spoji. Problemi se rešujejo tako, da kljub začetni razburjenosti sta se oba sposobna pomiriti do te mere, da govorita relativno mirno in počasi in da govorita o sebi. Jaz tako vidim, jaz tako čutim, jaz mislim, da je tako prav, jaz to zagovarjam zaradi tega, tega in tega. In potem poslušamo drugo stran. In ko smo dovolj mirni v sebi, se pravi, spet gre za mir v nas. In miru v nas nam ne more nihče drug dati, kakor sami sebi. Se pravi, ko smo mi dovolj mirni v sebi, lahko prisluhnemo drugi osebi. Ko smo mi močno razburjeni, ne bomo prisluhnili nikomur, bomo prisluhnili samo svojemu umu, ki bruha, dobesedno ego in bruhata besede iz nas, zaradi katerih nam je pozneje žal. In to je narobe. In če se to zgodi v prvem mesecu oziroma v prvih 3 mesecih, takrat partnerja nista za skupaj. Oziroma sta za skupaj, če se po tem prepiru, po 3 prepirih, usedeta in se odločita. Imava se dovolj rada, želiva ostati skupaj in ne bova dovolila, da naju čustva prevzamejo do te mere, da tako bruhava drug na drugega. Je nekaj takih parov, ampak je zelo redko. In v naslednjih 2 mesecih lahko pogledate, ali vama to uspe ali ne. Če vama ne uspeva, potem pojdite rajš narazen. Se pravi, gre za prvi teden, prve dni, ali se boste sploh ponovno videla, ali je sploh tista prva fizična privlačnost še vedno tako močna.
prvi mesec pridejo določene težave in v prvih 3 mesecih ugotovita, ali ponavljata en in isti vzorec, ali sta ta vzorec sposobna preseči, zato ker sta pomembna sama sebi in zato ker sta pomembna drug drugemu. Veliko ljudi, moških in žensk, vztraja pri tem, sem, kakršen sem in ne bom se spreminjal. Ampak mi se ves čas spreminjamo. Ampak pravimo, ne bom se spreminjal, zato da bom postal tako, kar ti hočeš. Ne gre za to, da mi postanemo tako, kot drugi hoče. Gre za to, a smo mi pripravljeni prisluhniti drugi osebi. Ali bomo mi ostajali v svojih okvirjih in ne bomo ničesar spremenili. Samo za to gre. Gre za to, ali bom jaz vztrajal ali bom jaz vztrajala pri tem, ker sem močna ženska. Ker sem jaz močna ženska, hočem takega in takega moškega. Hočem, da je ta moški tak in tak. Hočem, da ta moški dokaže, da me je vreden. Hočem, da ta moški dokaže, da mi je kos. In tako se zapletemo, ne da bi sploh vedeli, da je to direktna pot navzdol, ki bo slej ko prej pripeljala do dna. In potem bomo spet razočarani in bomo rekli, zakaj se meni to dogaja, nikjer ni nobenega pametnega moškega, nimam te sreče, zaključila sem z moškimi, imam dovolj prijateljic, imam hobi in ga ne rabim. In potem mine en teden, en mesec, eno leto in spet nekje v nas zatli neka želja, da bi imeli nekoga ob nas, da bi se lahko zanesli nanj, da bi nam povedal, da nas ima rad, da bi se zbujali srečni oziroma vsaj zadovoljni, mirni, ob nekom. In tako potem grejo tedni, leta in na koncu ugotovimo, da pravzaprav ne vemo, zakaj nismo z nekom bili skupaj, in ugotovimo, da smo stari 50, 60, 70 let in še vedno razmišljamo kot pubertetniki. Še vedno želimo neke bajne, visoke, vzhičene zaljubljenosti, še vedno hočemo nekega super hudega tipa six-packi in da pravzaprav te tipi zelo težko sestopijo iz svojega prestola in postanejo prijetni, prijazni sopotniki. Da do tega pridemo, moramo delati na sebi, moramo nekaj narediti na sebi, moramo pogledati, kaj je tisto, kar mene žene, da jaz izbiram skozi tipe, ob katerih sem razočarana. Kaj je tisto, kar jaz mislim, da je prav, pa morda ni narobe. Zakaj imam jaz taka pravila v življenju? Zakaj mora moški dokazati, da me je vreden? Zakaj jaz izhajam iz tega, da so moški slabi in da sem jaz vredna več, kot si nek povprečen moški zasluži. To bo tema verjetno naslednjih prispevkov. Zdaj pa imejte se radi, pomislite nase. Nase pomislite ne v smislu, kaj morajo drugi narediti za vas, ampak pomislite nase, kaj vi lahko naredite zase. Otreste se predsodkov, otreste se strahov in poglejte, koliko je občutja moči v vas, koliko je vrednosti v vas, koliko je varnosti v vas. Ker te 3 stvari so tiste, ki vam omogočajo, da se boste upale spustiti v neko razmerje in ne boste rabile potrditev, ne boste rabile dokazov. Ali se moških bojite, ali se bojite razmerja, ali se razmerja tako blazno želite, da se želite spojiti s drugo osebo.
Vesela bom, če boste ta video delili, če boste prišli v Facebook skupino Čarobni odnos, če boste pogledali mojo spletno stran Studio Helianta, če se boste naročili na moj YouTube kanal, kmalu se spet vidimo, slišimo, imejte se radi, najprej imejte radi sami sebe in potem vas bojo imeli radi tudi drugi. Srečno in čau, čau.